jaz lahko povem samo nasplošno tisto, kar sem nekako že rekla. Ne? Če poznaš predpostavke, potem lažje razmišljaš v pravo smer. Če izhajaš iz zgrešenih predpostavk, če zdravnik postavi zgrešeno diagnozo, zdravilo ne bo nikoli pravo. Je lahko najboljši zdravnik, je lahko najboljše zdravilo. Zato, da je zdravljenje uspešno, mora biti diagnoza natančna. In zdaj, če mi še vedno izhajamo iz prepričanja, da italijanski otroci se nikoli ne morejo naučiti slovenščine tako, kot se slovenski. Naše šole so namenjene slovenskim otrokom, ki pa ponekod jih skoraj da ni več. Ne? V Trstu imamo že kakšne take situacije, ki ni nobenega Slovenca v razredu. Okay? Manjšinske šole nudijo popolno potopitev. Slovenščina je jezik okolja, že štartamo iz 4 predpostavk, ki ne držijo. Vsi mi bi si želeli, da bi držale, vključno z mano. Žal ne držijo. Naša naloga je ta, da delamo v okoliščinah, v katerih pač delamo. Ne da sanjamo, kako lepo bi bilo delati v enih drugačnih okoliščinah. Tako pač je. In če vemo, v katerih okoliščinah delamo in kateri so naši cilji, potem slej ko prej najdemo pot. Ker vi imate ogromno izkušenj, ogromno znanja in ogromno spretnosti iskanja rešitev, ker vsak dan iščete kakšne rešitve, tako da ste očitno pri tem uspešni. Po mojem največji problem je zgrešene predpostavke. In če so predpostavke zgrešene, lahko imaš Einsteina, nikoli ne bojo rešitve prave. To je to. Cilji, to so, Američani so to naumili, veste, da oni imajo radi kratice, ne? Za vse mora biti kratica, ne? In so rekli, cilj mora biti SMART. Kaj pomeni SMART? Prebrisan, ja. Zdaj pa to je en tak akronim, ne, kot Primicovi Juliji, ne, zato sem ga napisala tako, ne. SMART je, S je simple, ne, ko pišete cilje na začetku leta, mi ko smo pisali cilje za ta projekt Eduka, so od nas zahtevali, da napišemo 5000 znakov ciljev. Ma kaj je to? To ni nič, ne, to je roman, to ni cilj, ne. Cilj mora biti enostaven, 3 vrstice. Ok, simple. M je, tako, ga moram znati meriti. Če jaz rečem, otroci morajo znati boljše slovensko, kako bom merila ta boljše? Naučiti se morajo 10 besed. Ker več, jaz ne moram meriti več glede na kaj. Ne? Danes se bomo naučili 10 slovenskih besed. Danes se boste vi naučili, kaj je popolna potopitev. Če vas jaz vprašam jutri zjutraj, vi morate to znati. Okay? To je cilj. Nekaj, kar lahko merim. Ja, achievable, se pravi nekaj, kar je dosegljivo. Če jaz v prvem letniku vrtca rečem, letos se bojo naučili 1000 besed, se jih ne bojo, ker celotno njihovo besedišče je manj kot 1000 besed. Ne? Zato ne izmišljujemo si stvari, ki ne morejo biti res. Ne? Danes se bomo naučili 10 besed. Se to da? Ja. Danes se bomo naučili 1000 besed. Se to da? Ne. Okay? Achievable. Ne vem, če je the pronunciation. Je, ok. R je realistik. Po mojem pomeni isto kot ono zgoraj, samo Američanom je tle manjkala ena črka in so rekli še realistik. Okay? Se pravi nekaj, kar je dosegljivo in kar je realno. In T je time, ne, time in nekaj, ne. Se pravi, jaz moram reči, v tem tednu se bomo naučili to. V enem mesecu se bomo naučili to. Do konca prvega polletja se bomo naučili to. Do konca leta se bomo naučili to. In do konca druge višje, ko se zaključi obvezno izobraževanje, se bomo naučili to. To mora imeti cilje. Zdaj,
Načeloma jezikovne mešanice, kot sem rekla prej, jezikovne mešanice niso problem, dokler ne postanejo edini oziroma prevalentni sporazumevalni kod. Se pravi, če medve greva zdaj na kavo in mešava, to ni problem, ker sva medve plus minus sposobni, da isto stvar poveva tudi samo v slovenščini, samo v italijanščini. Problem postane takrat, ko jaz nimam pojma, kako bi rekla birca in patatine v slovenščini. Okay? To je potem problem. Torej, vprašanje ni, kako oni govorijo med sabo, ampak vprašanje je, če so oni sposobni isto stvar povedati tudi drugače. In to je prvi alarmni zvonec. Govorim kot starš, govorimo kot učitelji. Ne? Tam nimam okej. Vpliv imamo samo na to, da ustvarimo neke mreže, znotraj katerih bodo oni prisiljeni, ampak ne ker jih bomo mi prisiljeni, ampak ker jih bo situacija prisilila, da govorijo drugače. In to so recimo mreže, če se oni pogovarjajo, ne vem, če imajo kakšne prijatelje iz recimo Ljubljane in tam ne morajo reči birce in patatine, ker jih oni enostavno ne razumejo. Okay? Tako da je spodbujanje teh mrež govorcev, v katerih so govorci, ki ne znajo italijansko, ključno. Brez tega ni prav nobene debate. Vzorci doma, tako kot življenje doma narekujejo starši. In tle jaz od tega ne odstopam in nisem odstopala, dokler moja hči ni šla s hiše pri 18 letih. Doma sta mama in tata, ali samo mama, ali samo tata, kakršnakoli je pač situacija, pač starš odloči, kateri bo vzorec. Obnašanja, vstajanja, prehranjevanja, ne vem česa, karkoli že, higiene in tudi jezika. Starš reče, mi se bomo pogovarjali tako in otrok se nima kaj diskutirati, kako se bomo pogovarjali. Tako se pač pogovarjamo. Ko boš šel s hiše, se boš lahko pogovarjal tam tako, ko boš štel. In to je konec, to je stvar vzgoje. V šoli je pa tako. Pomembno je, da otroci vejo, zakaj se vztraja pri določenih rešitvah. In zdaj v vrtcu imeti eno razlago, ja, ker to popolna potopitev in to in uno, sklepam, da nima smisla. Okay? Ampak, ko otroci pridejo na srednjo šolo, tudi majhnim otrokom veš reči, ne smeš govoriti v italijanščini, je to zelo, veste, za njih je italijanščina materni jezik. In take stvari so lahko zelo kontraproduktivne. Ampak, ko enkrat pridejo po mojem na kakšno srednjo, predvsem pa na višjo, po mojem se jim lahko pri prvi uri pouka jasno pove, lejte, fanti in dekleta. Tako je. Tle ste na slovenski šoli in cilj, smart, je, da vi uporabljate slovenščino v vseh pogovornih situacijah, kar pomeni vključno z odmorom. Ne morete se pa tega naučiti, če vi tega ne prakticirate. Zato bomo mi izvajali to in to politiko. Kar še ne pomeni, da vi ne smete govoriti italijansko mešano, karkoli pač že, ko greste skozi tista vrata ven, ampak tukaj je pač politika taka. Jasno je, da prvi profesor, ki prelomi to pravilo, je zgubil na celi črti in lahko samo še da odpoved. Okay? To je težava. Ne samo profesor seveda, velja za tajnice, velja za postrežnice, velja za celotno zgodbo. Okay? To je to. Če pa ste z otroki dovolj jasni in poveste, v čem je, tudi razumejo. In jim rečete, glejte, če greste poleti na šolo v Anglijo, bodo ob vas, od mene so vedno zahtevali, recimo, ko smo imeli une odmore, če je prišel kakšen učitelj mimo, je rekel, in English, please, stalno. Ampak mi smo vedeli, zakaj to pravi. Mi nismo rekli, ja, ker nas hoče tle zasužniti in ne vem kaj. Ne, smo vedeli, da je to nekaj praktičnega. Sam povedati jim je treba. V vrtcu pa se obračam malo vsem, ker se mi zdi, da vzgojiteljice bolj sedijo na tem koncu, v vrtcu pa jasno jim nimate kaj razlagati, na osnovni šoli tudi vprašanje, kako, koliko bi to razumeli. Od trenutka, ko otroci znajo brati, to se pravi 2., 3. razred osnovne šole, bi morale biti enojezična sporočila. Če je neko sporočilo vezano res na starše, da je neka težava, recimo, ne boste rekli otroku, zdaj preberi, kakšne težave ti imaš, potem boste verjetno starše poklicali ali pa boste njim napisali na mail, njim osebno. In takrat boste seveda napisali v italijanščini, tle ni debate. Ampak una sporočila, v sredo bomo šli na šolski izlet ali ne vem, nekaj takega, jaz mislim, da je dobro, da se starši dogovorite tako, da sporočila pridejo v slovenščini, da pa imate na spletni strani nekje objavljeno
recimo nekje tam na spletni strani tudi italijansko verzijo, tako da če želijo, si lahko grejo na spletno stran. Ne? Če greste pogledat spletne strani nemških šol v Bocnu, so vse samo v nemščini. In znajdi se. Jaz sem tudi naredila to zadevo, učbenike, ne, sem preverjala in so rekli, ne, kakšni italijanski učbeniki, mi imamo samo nemške učbenike, ali iz Avstrije, ali iz Nemčije, in se neka, ampak kaj ustrezajo? In so rekli, ne, delno ne ustrezajo, tisto, kar ne ustreza, pač pomagali so si tako, se mi je zdelo genialno, oni so vzeli recimo, ne vem, učbenik za matematiko, dam primer, učbenik za matematiko, in so rekli, tisti avstrijski ne ustreza, recimo, ne vem, prvi razred avstrijske gimnazije, beže itak prvi ne, ampak recimo ne ustreza tako, da bi bil razred primerljiv, ne. In so rekli, zato da mi sestavimo učbenik za recimo 4. gimnazijo, moramo imeti 4 nemške učbenike, ne, za eno leto prej, tisto leto in še leto potem, ne, ker ni enako, ne. In so rekli, mi smo to vzeli in smo sestavili kolaž. Ta zadeva z učbeniki je grozljiva, ker je, kako bi rekla, potalna, ker tega se ki mešajo med odmorom, ti so takoj slišiš in te takoj zbode. Te zadeve z učbeniki pa učinka ne vidiš takoj. Ampak to je tako, ko veste, ki malo grizejo les, ne, tam, počasi ti to spodkopava, ti delaš, gradiš in od zadaj grize in tega ne vidiš. Ja, ne, izobraževanje bi moralo biti mislim, ne rečem pač izobraževanja bi morala biti do določene mere obvezna in tudi, kako bi rekla, obvezna bi morala biti in zato bi morali biti dogovorjene vsebine izobraževanj, ker jaz, kaj vam danes govorim tle, jaz bi vam lahko govorila nekaj čisto tretjega, nihče ne prije kontrolirati, kaj vam govorim, medtem ko vsebine izobraževanj bi morali biti povezane s cilji. Okay? Izobraževanja bi morala biti obvezna in obvezno bi bilo, da tisto, kar vi slišite na izobraževanju, naslednjega dne prenesete v prakso. Okay? Ker če jaz grem na izobraževanje, veste, ki imajo to za kuhnje, ne, varnost na delu, pa higiena in to, ja, naslednjega dne kuharca mora tisto upoštevati v kuhinji, ne, da zdaj dela po starem, ni bila včeraj na izobraževanju. Ne. Če vi greste na izobraževanje na šolo vožnje, ko je potem rdeča luč, vi se morate ustaviti, ni da ne, tisto, kar ste slišali, pozabite in vozite naprej. Ne. In tako bi morali biti v šoli in dokler tega ni, se vsi trudimo in si pomagamo, kolikor si lahko. In učinek je pač tak, kakršen je, ampak jaz verjamem, da vsak od nas lahko naredi en mičken korakič naprej. Ne? Če človek dobro pozna nek jezik in ima neko temeljito znanje tega jezika, nalepiti neko terminologijo na to bazo je stvar mogoče par tednov, zelo verjetno par dni. Okay? Verjamem, da ko ti prideš na univerzo in slišiš prvič adicione, rečeš ampak, če ti imaš dobro znanje slovenščine in dobro znanje italijanščine, boš to v enem tednu v redu. Okay? Ker je samo ena nalepkica, ki jo moraš nekam nalepiti. Se naučiti terminologije je v bistvu najmanjša stvar. To je relativno lahka zadeva za naše možgančke pod pogojem, da je vse drugo, se pravi sistem jezika, trdno. Okay? Se pravi, ne si delati problemov in ne nasedati na te zgodbe, ki jih včasih starši potegnejo ven, ja, ampak potem bojo šli na univerzo in ne bojo znali, se bojo naučili. Pika. Ne? Na vse zadnje bojo šli lahko tudi na Erasmus nekam na Poljsko. In kaj boste že vi, še poljščino pri tem? Ma karkoli. Se naučiti 10 besed, 15 besed, 50 besed je zero za naše možgane. Okay? Napor je zero. Če je vse ostalo pošlihtano. In nobenega razloga ni, a če pa vi pri matematiki zraven pišete še italijanske izraze, potem delate isto kot z učbenikom. Ne? Na eni strani gradite in na drugi strani ne vede in ne hote grizete. In to je potem katastrofa. Tistih 10-15 besed se pa bojo že naučili, ko bojo šli na univerzo. Če jih bo zanimalo, se jih bojo naučili tudi prej. Tako da niti ne nasedati kakšnim staršem, ki bojo rekli, ja, ampak tega ne bojo znali. Ja, pa se bojo naučili.